Skupno je na letošnjem večeru športa priznanje romalo v roke skoraj 100 posameznikom. Člani strokovnega sveta za šport so potrdili kar 42 priznanj za športne dosežke, podeljenih je bilo 7 velikih in 34 malih športnih plaket ter eno športno priznanje. Športnica leta v občini Medvode je že 7. v karieri postala Anamarija Lampič, tokrat prvič kot biatlonka. Vsi prejšnji naslovi so bili podeljeni še v času, ko je tekmovala v smučarskem teku. Ker se trenutno nahaja na Pokljuki, kjer ta konec tedna potekajo tekme svetovnega pokala, je priznanje prevzela mama Anka. Ja, jaz mislim, da očitno, kako bi rekla, zimski športi še zmeraj prevladajo v Medvodah. In ja, res je, da že zelo dolgo nisem bila na Bonovcu, ampak ja, še zmeraj je to neka nagrada, pač ne pozabiš tega, da si bil pač športnik občine in ja, se mi zdi še vsem, da občina Medvode veliko vlaga v šport in da veliko za šport in ne nazadnje je v bistvu to, da predstavljaš ne samo Slovenijo, tudi občino in da poveš, iz kje si, jasno, glasno iz Medvod, občine Medvod, da je to najmanj, kar lahko daš občini. Tako. Naziv je prejela za osvojene stopničke svetovnega pokala, svoje prve, odkar se je leta 2022 podala v svet biatlona. Potem, ko je bila že večkrat blizu najboljšim, se ji je lanskega decembra v francoskem Annessyu končno vse sestavilo. Na sprinterski preizkušnji je tako na strelišču kot na progi oddelala odlično in osvojila končno 3. mesto. Ja, jaz mislim, da ne pomeni to samo meni veliko, ampak tudi celi ekipi, serviserjem, ker pač dejansko vsi delamo za to, da bi dosegali čim boljše rezultate in ja, jaz sem bila ful vesela, ful ponosna in vem, da sem lahko tam zraven, ampak pač zmeraj nekje zmanjka ali pač zgrešim ali se ne počutim dobro ali pač zmeraj je nek tisti odstotek, kjer mi zmanjka, ampak ja, v Franciji se je vse to poklopilo. Drugič pa je športnik leta postal badmintonist Miha Ivančič, član badminton kluba Medvode in član slovenske badmintonske reprezentance. Tudi sicer je bil badminton najbolj zastopan šport po številu priznanj. Ja, to priznanje mi veliko pomeni. Ko sem bil mlajši pa hodil na večere športa, nikoli nisem mislil, da bom zmagal enkrat, kaj šele dvakrat, tako da sem zelo vesel in ponosen, da mi je to uspelo. Badminton je v Medvodah že zelo dolgo časa zelo popularen in to, da smo med boljšimi v Sloveniji in tudi med boljšimi potem v tujini, bi nekaj mogli pomeniti, ni tako kar tako. Miha Ivančič je v dvojici s Petro Polanc, svojo klubsko kolegico, s katero na slovenskih tleh ne poznata poraza že zadnjih 7 let, v letu 2024 uspešno nastopal tako doma kot v tujini. V sezoni sta odigrala 20 mednarodnih turnirjev, že aprila pa v Kazahstanu osvojila 3. mesto na mednarodnem Challengerju. Drugi rezultatski vrhunec sezone pa je prišel septembra na Dolgem mostu, kjer je potekal mednarodni IFIL Slovenija Li-Ning turnir serije Future. Miha in Petra pa sta pometla z vso konkurenco in osvojila zlato medaljo. Na istem turnirju je Miha zabeležil še svoj najboljši mednarodni dosežek v igri moških dvojic, saj je z Rokom Jerčinovičem iz BK Bit osvojil še 2. mesto. Rekel sem med boljšimi uspehi v karieri. Začelo se je leto malo slabše, potem pa je bilo zmeraj boljše. Mislim, da pa naslednje leto lahko še boljše. Kaj so recimo kakšne želje, cilji, ki ostajajo nedoseženi, kam ciljaš? Mogoče kakšna zmaga na evropskem pa svetovnem prvenstvu, predvsem pa dobra igra. Mogoče kakšna zmaga še na višjem rangu turnirja. Čaka vaju, s Petro smo slišali v kratkem evropsko prvenstvo, kdaj bo in s kakšnimi načrti se odpravljate tja? Začetek aprila, najprej bom počakal, da vidim, kakšen bo žreb, da vidimo, kakšne so možnosti. Mogoče bo dobre, mogoče pa ne bo šanse. Športno priznanje pa je šlo v roke Matevžu Česnu, priznanemu slovenskemu in svetovnemu plesalcu in koreografu, ki zadnji 2 leti živi v Žlebah. V bogati tekmovalni plesni karieri si je 10-krat priplesal naslov državnega prvaka, 4-krat je postal evropski in prav tolikokrat tudi svetovni prvak. Kot koreograf in plesalec soustvarja številne vloge v predstavah ter sodeluje na različnih dogodkih, oddajah in prireditvah, tako doma kot v tujini. Ja, eno tako zelo toplo dobrodošlico
glede na to, da sem res svež občan Medvod, tako da sem zelo hvaležen, seveda tudi za to nagrado in najlepša hvala. Tako da bo en lep spomin in res ena taka lepa dobrodošlica v Medvodah. V plesnem svetu je osvojil že praktično vsa mogoča priznanja. Leta 2020 je prejel tudi najvišje državno športno priznanje Bloudkovo plaketo, Plesna zveza Slovenije pa ga je lani imenovala za slovenskega ambasadorja plesa. Svoje znanje že več kot 15 let uspešno prenaša na mlajše plesalce, ki tako kot on redno osvajajo naslove državnih, evropskih in svetovnih prvakov. V plesni šoli Bolero so njegove varovanke tudi Medvoščanke Lara Šlibar, lanskoletna športnica leta, Zarja Čerkes, Taja Česen, Zala Ogris in Živa Hodak Jordan, ki se lahko pohvalijo z mnogimi naslovi tudi svetovnih prvakinj. To potem vleče mlade športnike naprej, ne? In tekmovanja so vedno za njih neki izziv, tako da veseli smo, da je veliko plesalcev tudi iz Medvod. Kar nekaj Medvoščank je vaših varovank, kako doživljate njihove vrhunske rezultate na vseh v bistvu svetovnih, evropskih, državnih prvenstvih? Bolj sem starejši, bolj čustveno in s ponosom, tako da sem vesel, da sem jaz lahko pravzaprav njihov trener in tudi hvaležen pravzaprav njim, da so zbrali mene ali pa našo plesno šolo Bolero, da sem lahko del njihove zgodbe, no? Tako da sem zato me obdaja neka blazna hvaležnost in ponos, tako da hvala. Priznanja sta podelila župan Nejcmole in predsednik Športne zveze Medvode Milan Šobat. Večer športa pa je minil ob spremljavi pestrega zabavnega programa, ki so ga tokrat obogatili plesalci plesnega kluba Bit, tudi večkratni nagrajenci večera in duo Kamikazete.